Za multiplo sklerozo, bolezen tisočerih obrazov, vemo, da jo praviloma odkrivajo nekje med 20 in 40 letom starosti. Žal pa to diagnozo postavijo vsaj včasih tudi pri otrocih, pri najstnikih. Kakšne so izkušnje, kakšne so tovrstne zgodbe v okviru združenja, ki ga vodite? Ja, drži. Načeloma je to bolezen bolnikov od 20 do 40 let. V zadnjem času opažamo, da tudi prihaja do izbruha bolezni v poznejšem obdobju in pa žal tudi v prejšnjem obdobju, v najstniškem obdobju, oziroma bi lahko rekli še pred najstniškem obdobju, če je meja najstništva takrat nekje 8-9 let, že prej se tudi odkriva multipla skleroza. V našem društvu spoznamo multiplo sklerozo je bilo zelo malo govora o teh odkrivanih bolezni. Zelo malo smo dali poudarka na otroke, kateri zbolijo. Včasih se vprašam, predvsem v zadnjih dneh, ali je bila ta tema tako boleča za nas, da se je nismo dotaknili. Vseeno se mi zdi, da je to zelo ena ranljiva skupina med nami, ki radi stran pogledamo. Mi smo se pa letos odločili, da bomo pogledali, prisluhnili tej skupini, predvsem otrokom, ki zbolijo, in pa staršem. Pogosto, pa niti ne tako pogosto, so me poklicali starši, da so njihovi otroci zboleli, koga se naj obrnejo, kaj naj naredijo, kakšna je oblika zdravljenja, kaj to pomeni za njihovo življenje, kako naj odreagirajo na otroke. Ne bom se sedaj delala herojke, nisem znala odgovorov. Nisem znala odgovoriti nič z tega področja. Na kar sem se ugotovila, a res, predsednica društva sem, pa ne znam o tem praktično nič. Poslušala sem te starše, verjela sem, da so verjetno rabili nekoga, da jim prisluhne, da lahko izpovejo svojo stisko, da bi jih mogoče celo lahko malo razumel, kar govorijo nekomu, ko ima multiplo sklerozo. Nisem pa bila v uporu za vprašanje, to pa nisem bila. In mi je bilo to zelo hudo, vsakokrat, ko sem odložila telefon ali se od tega svojca poslovila. Želela bi to v bodoče spremeniti. Danes, ko imamo to tiskovno konferenco, ko se pogovarjamo o zdravljenju teh mladih otrok, mladostnikov, lahko rečemo ljudi, bi želela priti do teh odgovorov, da smo lahko v popolno podporo tem staršem. Res je, o tej bolezni v otroškem obdobju se ne govori veliko. V zadnjem času ugotavljamo, da se bolezen širi predvsem skozi izkušnje. Jaz kot starš se ne vidim, da bi govorila svojo izkušnjo in izpostavljala svojega otroka. Zakaj? Čist iskreno povem. Tudi mi, ko zbolimo v starejšem obdobju, smo zelo previdni, komu zaupamo. Ker so potem težave na delovnem mestu, ko greš delati vozniškega izpita. To pa so otroci, ki jih čaka še šolanje. Marsikdo ne razume, da lahko zdravljena multipla skleroza omogoča popolnoma polno, normalno življenje, če govorimo o neki normalnosti. Ampak vedno so potem ljudje previdni. To so otroci, ki se šolajo, v šole grejo, izbirajo poklice, čaka jih še vse. In fajn je, da je naša naloga, naša odgovornost veliki, da spregovorimo, da mali zbolijo in da bodo zrasli, tako kot smo zrasli mi, in da bodo v službah in da bodo živeli. Kaj pa se z njimi dogaja? Načeloma, kot zdravljenje, rehabilitacija, pa bomo danes dobili vse odgovore pri doktorici Neli Bizjak in pa tudi pri bolniku Alešu Strelcu, kateri je za 13 leti zbolel za multiplo sklerozo. Ja, to je zgodba
odraslega, ki je zelo mlad obolel, da vidimo, naj nas popelje v svoje otroštvo med tiste, ki so danes stari 13 ali pa manj let, kaj se jim dogaja. In pa tudi, da lahko vsem bodočim staršem odvzamemo to stisko, da bo vse v redu. Mi bomo danes tudi izdelali eno brošurico, katera bo šla na nevrološke klinike, na pediatrične klinike, kjer ne bomo izključevali možnosti, da otrok ne zmore zboleti za multiplo sklerozo, da otrok, ki je utrujen, ni len, ampak ima mogoče pa multiplo. Bodimo pozorni na te simptome in ne krivdirajmo teh otrok, kaj bi vse zmogli, ampak mogoče res ne more. V bistvu nekako opazovalci lahko le sklepamo, lahko le poskušamo razumeti, kakšne težave povzroča ta bolezen, in lahko si le predstavljamo, kako je, če se s temi težavami mora spopadati otrok, pred katerim je še vse življenje, ki se bo srečal s težavami odraščanja, najstništva, druženja s prijatelji, z vrstniki, ki morda ne bodo razumeli njegove bolezni. Zato je seveda logično, da se njihovih zgodb v tem obdobju ne izpostavlja. Vsi pa bi si želeli, da bi kot družba znali in zmogli razumeti njihove težave in se nanje tudi pravilno odzivati. Ja, prav na to bomo danes opozarjali. Jaz še bi prej opozorila starše. Ko je starš umirjen, ko je starš pomirjen s sabo, je tudi otrok. Mi starši bi za naše otroke naredili vse in še več in še več in še več. In seveda je čist nekje smiselno, da ko otrok zboli, da iščemo rešitve na vseh področjih. Dajmo tukaj prisluhniti otroku. Kaj bi pa otrok želel? Koliko mi lahko z nekaterimi načini zdravljenja in z nekaterimi forsiranji dobrega zaustavljamo otroka. Dajmo tu zbalansirati. Dovolimo otroku razigranost, igranje, iti ven. Otroci se bodo med sabo že znašli. Če bomo mi prisluhnili našemu otroku, naš otrok ima multiplo sklerozo, v redu, ampak dovolimo mu s tem živeti.